Eden najpomembnejših vidikov trajnostne mobilnosti je torej delujoč, učinkovit in pa dostopen javni potniški promet, kot smo lahko slišali vi. Vemo, da v Sloveniji poteka torej prenova voznih redov, s katerimi bo omogočena večja dostopnost v medkrajevnem avtobusnem linijskem potniškem prometu. Prav tako je Republika Slovenija leta 2008 Konvencijo o pravicah invalidov in izbirni protokol ratificirala med prvimi državami na svetu in od takrat je naša zaveza k prizadevanju in uresničevanju in implementaciji konvencije z namero, da vsi invalidi enako kot drugi uživajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine. To so vsi tisti poudarki, s katerimi bomo opravili razpravo s kot že predstavljenim gospodom Miranom Sečkijem, direktorjem družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Pridružila se nam bo tudi gospa Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in pa gospod Roman Renar, vodja trženja na Geodetskem inštitutu Slovenije. Prosim, če se nam pridružite, pa mogoče bi malo počasneje govorili, da nas lahko spremljajo. Miran, bomo začeli kar pri vas. Torej, kot smo slišali, v letu 2000 je bila ustanovljena oziroma smo ustanovili družbo za upravljanje javnega potniškega prometa. Ali lahko na kratko torej povzamemo tiste ključne naloge, ki jih družba sedaj izvaja in jih bo izvajala? Hvala. V bistvu nekaj sem že na sami prezentaciji namignil oziroma usmeril razmišljanje, zakaj je sploh družba bila ustanovljena. Prvo je, kot sem omenil, v tujini je to nekaj normalnega, da je trinivojski sistem upravljanja. Pomeni, država skrbi za zakonodajni del, finančni, medtem ko pa daje upravljanje družbi, podjetju in tako se tudi naredilo v Sloveniji. Leta 2022 je tako bil najprej sprejet zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, potem akt o ustanovitvi, potem je imenovan direktor in septembra je bila družba vpisana v AJPES. S tem je prevzela dela in naloge. V 16. in 17. členu zakona o upravljanju javnega potniškega prometa natančno piše, kaj mora družba delati. In mislim, kaj je tisto glavno sporočilo, je to, kar sem že omenil, da recimo javni potniški promet, bom še enkrat ponovil, je avtobusni in železniški promet, vsak si je delal svoje vozne rede po svojih potrebah in svojih zmožnostih, kakorkoli že. Ministrstvo oziroma država je nekako to pregledala in potrdila oziroma zavrnila. Zdaj gre drugače. Mi bomo recimo s 1.7. bomo šli z novim koncesijam avtobusnih voznih redov, medkrajevnih, kjer smo mi sestavili vozne rede. Pa mogoče še to, kar se družbe tiče. Družba je v 100% lasti Republike Slovenije, danes je 11 zaposlenih, imamo svoje prostore, poslovne enote, svoje prometnike, ki bojo dejansko na terenu, imamo celo razdeljeno področje Slovenije, kjer bo vsak za svoj prometnik, za svoje področje skrbel, sodeloval z regionalnim razvojnim agencijam, lokalnim skupnostim, tako da dejansko trenutno družba se ukvarja tako s 3 stvarmi. Eno je to, da smo še v ustanavljanju podjetja pri določenih stvareh, ampak mislim, da smo tu že kar na cilju. Druga je, da smo prevzeli, to je tudi zelo pomembno, pogodbo, koncesijsko pogodbo z obvezno gospodarsko javno službo železniškega prometa, ki velja od 2017 do 2031, tako da se v bistvu že od novembra lansko leto vse železniški promet, potniški odvija preko naše družbe. Pomeni, oni nam dajo poročanje, poročilo in se z nami usklajujejo. No, tretji pa ta avtobusni medkrajevni promet, ko sem pa že omenil, smo pa mi za nove koncesije, ki veljajo 5+3 leta, mi sestavili vozne rede na način. In seveda to niso bili kar sestavljeni vozni redi tako na palec, ampak prvo kot prvo smo povzeli tam, ker je bil nadstandard določenih linij, smo pustili, nismo šli rušiti tega. Tam, ker je bil podstandard, pomeni, da ni bilo dovolj ponudbe javnega potniškega prometa, smo dodali. In tretjo, kar je zelo pomembno, frekvenco povečali. Če je šel recimo avtobus danes, ne vem, ob 6:30, pa zadnji avtobus nazaj ob 2, ne, to ni dober javni potniški promet. Zdaj gre recimo, ne vem,
v 5, 6, 7 in seveda potem tudi popoldan od 3, 4, 5, da imaš ti tudi povratno povezavo. Tako da smo res dejansko naredili kar en tak velik preskok. S 1.7. se to začne, veliko javnosti je, ali pa lokalnih skupnosti je malo, nam rekel, skeptična, ampak veliko je vprašanj in jaz verjamem, da je lepo in dobro zastavljeno, ki bo seveda potniku ponudil bistveno več. Zdaj, res je koncentracija na potniku in javni potniški promet, medkrajevni, avtobusni bo ponudil bistveno več od 1.7. Hvala. Sicer smo imeli povabljeni tudi predstavnika prevoznikov, ampak je zadnji trenutek sporočil, da udeležba žal ne bo možna, bi pa mogoče Miran kar šli in kot smo že slišali, 1. julij je torej tisti ključni datum, s katerim prehajamo na nove koncesije. Kako pa so prevozniki pripravljeni na to in kako usklajujete z njimi te zadeve, ker vemo, da zadeva verjetno mora biti usklajena, ne? Ja, definitivno, ne. Seveda smo posegli tudi na to področje, ki mogoče je nekaterim bilo bolj všeč, nekaterim manj, ampak jaz mislim, da prevozniki sodelujejo zelo v redu. Dejansko tudi njim se gre, da bo čim več potnikov. Tukaj so se pa mogoče kakšne, rekel, če sem bolj natančen, kakšne linije malo spremenile. Recimo smo medkrajevni javni potniški promet vključili tudi določene šolske prevoze in to pomeni malo spremembe pri lokalnih skupnosti. Ko bodo delali lokalne skupnosti razpise za šolske prevoze, bojo po vsej verjetnosti večina lokalnih skupnosti bojo dali manj denarja v rekovaju, ker bo določene linije bojo vključene v medkrajevne. Potem z občinam lahko rečem, da imamo v zadnjem mesecu, mislim, da je zdaj že z 38 občinam smo imeli ogromno sestankov in mislim, da smo na dobri poti, medtem ko pa avtobusni prevoznik je pa malo manj pa zadrege, kar se tiče voznikov, ne? Ker s tem, ko smo mi smo tudi povečali kar za nekaj procentov, smo povečali frekvenco in seveda voznih redov in že tako imajo težave z vozniki, ampak ja, 1.7. bo tu, jaz sem prepričan, da ne bo vse 100% rekel natančno, ampak volja je, za potnika bo zagotovo boljša storitev in potem pa, če bo še kakšna anomalija, bomo pa sproti reševali. Naredil je en res dober projekt, ki ga pa moramo zdaj samo še dobro zrealizirati. Hvala. Večkrat slišimo pa tudi pozive invalidov, da vendarle pa medkrajevni linijski potniški promet ni dostopen, ne? Kaj je tisto, kar vam kot uporabnikom predstavlja največji izziv, gospa Toman? Ja, seveda, kot ste omenili, dostopnost medkrajevnega javnega potniškega prometa vsekakor ni na ravni, kot bi v primeru avtobusnega prevoza že morala biti, glede na zakon o izenačevanju možnosti invalidov in roke, ki jih je določil. V letu 2025 bi morala pa dostopnost biti zagotovljena tudi v železniškem prometu in tudi tu je še kar nekaj obveznosti, da bomo sploh blizu vse tiste osnovne ravni. Vsekakor v pravi dostopnosti še ne moremo govoriti, če je ta zagotovljena nekje v ožjih mestnih središčih, največjih slovenskih mest, pa v medkrajevnih relacijah tega še ni. Včasih v nekaterih primerih se poslužujemo seveda prevozov, ki jih zagotavljajo nekatere invalidske organizacije, vendar seveda te ne morejo pokriti vseh potreb, ki so dejansko na terenu. Zato so uporabniki prepuščeni bodisi temu, da si organizirajo svoj prevoz, če ga imajo. Sicer pa so pogosto prisiljeni tudi v to, da so manj mobilni, kot bi lahko bili. To pa seveda vpliva na vse vidike vključevanja v aktivno življenje in družbo. Gibalno ovirane osebe, torej, če lahko tako rečemo, temu sodijo pod specifično skupino zaradi uporabe vozička kot tehničnega pripomočka, ne? Kako je pa s senzorno oviranimi osebami in kako vi vidite to spremembo zakonodaje, ko je bil dodan spremljevalec? Ali bo to res pripomoglo kaj k dostopnosti do javnega potniškega prometa? Ja, kot ste omenili, gibalno ovirani invalidi seveda potrebujejo dostop tako do postajališča kot do samega vozila, kar se tiče arhitektonske oziroma brez grajenih ovir dostopnosti.
Ne smemo pa, kot ste pravilno opozorili, tudi na druge skupine, tudi senzorno overani, potrebujejo informacije o tem, kdaj je prevoz oziroma kdaj pride katero vozilo na postajališče, na kateri relaciji, zato da lahko vstopijo oziroma se pripravijo na vstop v vozilo. Torej pomeni zvočna sporočila o prihodu, o voznih redih, vse skupaj se začne že pri nakupu vozovnice, torej dostop do informacij tudi v tem delu, tudi najava postajališča potem, ko je potnik že vkrcan, da ve, kdaj izstopi, in podobno tudi za tiste, ki imajo težave s prejemanjem slušnih informacij, morajo biti pa zanje pač ustrezne pisne informacije, dovolj opazne, na pravilen način umeščene, tako na postajališčih kot v samem vozilu. Kar se tiče dodane možnosti spremljevalca, vsekakor je spremljevalec v pomoč lahko posamezniku pri vstopu v vozilo, tudi pri posredovanju kot nek most med izvorom informacij in uporabnikom, ampak je praviloma spremljevalec tisti, ki nas spremlja na neko drugo lokacijo, kjer ga potrebujemo zaradi neke druge aktivnosti. Želeli bi si, da spremljevalec tu ni tisti nujno potreben, prisoten, dodatna oseba za to, da sploh lahko uporabljamo javni potniški promet. Hvala. Ampak vendarle iz širšega vidika dostopnosti pa gospod Renar, Geodetski inštitut sodeluje kar pri številnih projektih, če tako rečemo, a ne? In eden izmed teh je zagotovo projekt omogočanja multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Katere so tiste skupine invalidov, ki so vključene v ta projekt in kakšen je dejansko namen tega projekta? Sicer smo pa v prejšnjem panelu že slišali malo omenjenost tega projekta. Ja, hvala za vprašanje. Mi se s tem področjem ukvarjamo že kar precej časa, kar pomeni, že v prejšnji sekciji smo slišali, da je potrebno gledati pravzaprav široko, kar pomeni, da če nimamo analizo infrastrukture napravljeno, tudi ne vemo, kje te ovire pravzaprav ležijo. Tako da v našem projektu je ta hip so vključene 4 skupine, gibalno ovirani, potem slepi in slabovidni, gluhi in naglušne osebe ter starejši, tako da mi gledamo pravzaprav širše. Letos bomo vključili pravzaprav še en model osebe z motnjami v duševnem razvoju, ker smo za terena dobili veliko vprašanj, zakaj jih pravzaprav nismo vključili. Mi imamo svojo kapaciteto, tako odgovarjam in postopno delamo. Zdaj, ta hip je vključenih, mi z vsako občino sklenemo dogovor, skupaj zarišemo območje, ki ga želijo imeti zajetega, potem pa najdemo pravzaprav v lokalnem okolju invalidsko organizacijo ali pa posameznika, ki nam pomaga pravzaprav zajeti tudi te podatke. Tako da večino podatkov, bom rekel, zajemajo kar invalidi sami na terenu. Mi seveda v pisarni pripravimo digitalno podlogo, danes je ta proces povsem digitalen, kar pomeni, da mi že na tablico ali pa na telefon potem pripravimo podatke, ki jih je potrebno preveriti na terenu. Zdaj, namen projekta je pravzaprav, ima pa 3 glavne cilje. Prvo, da lahko invalid načrtuje pot, da ve, kje pravzaprav pride in kje ne pride. Druga stvar je, da lahko naredimo katalog ovir, ker pomeni, da so upravljavci prostora ali pa lastniki prostora tisti, ki morajo na nek način odpraviti ovire, se pravi, dobimo seznam ovir, ki gre lahko v akcijski načrt in morajo to odpraviti. Teh ovir smo zaznali ta hip v prostoru okoli 5100, v projekt pa je vključenih 79 občin s približno 1,4 milijona prebivalcev, tako da smo po prebivalstvu smo siguran že 2/3 pravzaprav, bom rekel, površine pregledali. Toliko mogoče. Ja, pa ko ste že omenili ravno lokalne skupnosti, kako se pa oni oziroma upravljalci javnega prostora odzivajo in katere značilnosti ste ugotovili? Ja, moram reči, ko smo pričeli, je bilo kar precej težko ali pa smo mogli precej spodbude vložiti. Danes pravzaprav pa sami prosijo, če jih vključimo v projekt, tako da so tudi občine, ki so izjemno hitre in pravzaprav
ko pridemo in smo tam župan, če tako rečem, ali pa odsedi 2 uri na predavanjih, kjer je pravzaprav kar težko dobiti, se znajti v taki situaciji, se pravi, je izjemen interes pravzaprav za urediti dostopnost prostora in celotnega okolja, ne. Zdaj morda velja vzpostaviti, če to generalno idejo, da imamo veliko skupina, ne, ki jih moramo slediti in da druga stvar pa je, da se pot začne od domačega doma, ne, in pridemo na pločnik, mora biti prilagojen, potem mora biti avtobusna postaja prilagojena, vozilo, kot smo slišali, prilagojeno in na drugi strani zopet do vhoda v javno zgradbo in potem še javna zgradba, ne. Zato smo mogoče uspešni, ker smo mi to pot razdelili na daljice in preverjamo vsako daljico ali pa vsako točko, pravzaprav, če je prevozna, ne. Zaenkrat pa pregledujete zunanje okolja, ne? Tako ja, zunanji prostor, tako. Tako. Gospod Seški, ampak ali družba na tem področju lahko kaj naredi oziroma kako si je zamislila to urejanje medkrajevnega avtobusnega linijskega potniškega prometa? Glede na to, da prevzemate upravljanje, a ne? V bistvu je medkrajevni linijski javni potniški promet malo drugačen kot recimo mestni promet ali pa železniški promet, ne. Tukaj je treba upoštevati iz stališča, ker je zaradi konfiguracije terena in seveda tehnični specifiki vozil, ne, ker dobro vemo, da je, ne vem, konfiguracija terena, tam so više hitrosti in vse skupaj in je to bistveno težje. Zato razmišljamo v drugi smeri, ne, zato razmišljamo, kako rešiti ta problem na drugačen način in tako smo recimo z GIS-om že tudi, kot je že gospod omenil, začeli z enim projektom in predvsem kakim prevozi na klic, ne, ker dejansko omogočimo, bi rekel, prevoz, ampak v sklop javnega medkrajevnega linijskega potniškega prometa je težko, no. Se pravi, na železnici z vlakom lahko prilagodiš, mestni promet je reguliran, medtem ko medkrajevni avtobusi teže. Seveda je pa tudi, ministrstvo se tudi poslužuje tudi drugih oblik, ne vem, in družba seveda v sodelovanju z ministrstvom. Zdaj bomo šli v prenovo javnega potniškega prometa, kjer bomo poskušali vse te stvari vključiti, predvsem, če bomo s tem pilotnim projektom prevozi na klic uspešni, oziroma če se bo pokazalo za uspešno, in mislim, da je to tista prava pot. Torej, kot sem omenil, ko govorimo o medkrajevnem linijskem prevozu, je definitivno mogoče kakšna taka oblika, kot so prevozi na klic, po moji oceni najboljša rešitev. Gospod Trenar, vi ste izvajalec naloge prevoza na klic. Kako daleč smo s to nalogo in kaj lahko pričakujemo kot rezultat te naloge, a ne? Ja, mi smo z nalogo pravzaprav pričeli že v lanskem letu in smo skupaj tudi z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij napravili eno poglobljeno analizo, se pravi, kje se pravzaprav invalidi vozijo, kakšne so potrebe, koliko je vozil ta hip na voljo in kaj so pravzaprav pomanjkljivosti, kaj manjka, ne. Tako da smo prišli kar, bom rekel, do konkretnih odgovorov. V letošnjem letu pa nameravamo pravzaprav izvesti pilot in sicer prevoz na klic model naj bi deloval tako, da med večjimi mesti in recimo 30-40 kraji bi javni potniški promet pravzaprav tudi za invalide moral delovati dobro v končni fazi. Zdaj potem ostane pa predvsem tisti del, ki je ruralen ali pa kjer je potrebno, kjer je javni potniški promet, bom rekel, ni tako dosegljiv invalidom, tukaj pa predvidevamo prevoz na klic, se pravi, tudi smo invalide, uporabnike vprašali, kakšen odzivni čas je tisti, ki je še skrajno pravzaprav za njih sprejemljiv, ne. Zdaj, takoj, ko krajšamo čas in dostopnost tega prevoza na klic, bi se več invalidov odločalo za to. Ta hip je pa res, da smo prišli do številke, da se tam skoraj 60% invalidov ali pa tam 56 vozi samih pravzaprav v svojih
prilagojenih avtomobilih. A ne. Tako da se pravi, imamo dve naloge, najprej prilagoditi celotno infrastrukturo med večjimi mesti, potem pa vzpostaviti, pilot predvideva vzpostaviti klicni center, ki bo na DUJPP-ju, potem bo pa pač nek izvajalec, kjer bomo dali razpis ven, izvedel pravzaprav ta pilot in izvajal se bo v Ljubljani in pa Mariboru, tam, kjer je frekvenca tudi največja in če ta pilot dobro uspe, jaz mislim, da je ideja zelo dobra, potem gre lahko v implementacijo pravzaprav celotni projekt. Hvala. Vsekakor pa ne moremo tudi mimo železniškega prometa, ki vendarle pa pripelje veliko količino potnikov in bistveno večjo kot v medkrajevnem avtobusnem potniškem prometu. Kaj pa so smernice v železniškem prometu glede dostopnosti, gospod Sečki? Ja, kot sem že prej omenil, mislim, da se tudi, vem, tudi na železniškem področju medkrajevnem se je naredilo kar nekaj korakov naprej. Mislim, tako, dve točki sta pomembni, infrastruktura in vozni park. Ne? Zdaj, mislim, kar se tiče voznega parka, se izboljšuje, mislim, da te Stadlerjevi imajo izvlečno rampo in imajo potem, vsi sedeži so brajljevo pisavo, potem senzorno in naglušnim osebam je prilagojeno v primerjavi s tistimi vlaki, ki so pred časom bili in tudi v nabavo teh vlakov se gre še naprej, tako da mislim, da je vozni park je boljši in bo še boljši. Malo večja težava je infrastruktura. Ne? Tam dobro vemo, da je recimo en tak, prav ko sem prej omenil to izvlečno rampo, ne? Mislim, da je problem tudi, vem, da je recimo peron je visok 35 cm, da bi pa lahko koristil to izvlečno rampo, mora biti to 55, ne? In tako naprej. Tako da zdaj ena pot je, da se popravlja oziroma uskladite perone na tak način, druga pa seveda pri novem načrtovanju je pa potrebno to upoštevati. Ne? Ampak ne glede na to, ne, tudi kar se tiče teh postaj, so recimo Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, so preko prilagojene invalidom, invalidskim vozičkom, tako da ja, dela se na tem področju in tudi se v teh načrtih državnih to zelo vključuje in samo še na bolje, ne morem, tako bom rekel. No. Če pa dodamo, ne bomo morali biti pa pozorni na trenutne prenove, ki potekajo, da bomo prilagojene obnovili. A ne? Gospa Toman, kako pa vi gledate na zastavljene predloge in cilje snovalcev javnega potniškega prometa, ter kako vidite dostopnost v železniškem prometu kot uporabnik? Predvsem je dobro to, da smo se o tem začeli res pospešeno pogovarjati, da je res v porastu to zavedanje, zakaj je tako nujno zagotoviti dostopnost vsem in da se vendarle delajo zdaj že konkretni koraki v smeri zagotavljanja višje ravni dostopnosti v javnem potniškem prometu. Kot je bilo že v dosedanji diskusiji izpostavljeno, seveda smo še kar daleč od cilja, ampak vendarle v pravi smeri, si pa želimo, da bo ta napredek čim hitrejši. Kar se tiče železniškega potniškega prometa, ja, v zadnjem času smo opazili, da se izbirajo nove vlakovne kompozicije, ki so bistveno bolj prilagojene. Ostaja pa odprto vprašanje infrastrukture, torej železniških postaj, kjer se pokaže, da prilagojen vagon za potnike absolutno ni dovolj, če potem postajališče ni v pravi ravnini, če niso peroni dovolj široki, če ni povezav med peroni, če niso dovolj jasno označeni peroni, torej na kateri peron je treba priti na kakšen način. Skratka, vsa infrastruktura, ki je potrebna za to, da sploh pridemo do vozila in se nanj vkrcamo. Tako da nekateri uporabniki kar vztrajajo in preskušajo nove pridobitve, imajo pa pri tem kar nekaj težav. No, tudi komu so že odpeljali voziček, ker je bil voziček že na vagonu, potnik pa še ne. Ampak to so vse situacije, na katere opozarjamo in tudi ta vidik, ki ga je izpostavil gospod trener,
še vedno se je potrebno kar bistveno prej naročiti na prevoz, kar lahko tudi uvira funkcioniranje posameznika, ne, ki si želi pač v nekem trenutku na neko destinacijo, ampak bi moral to sporočiti bistveno prej. Tako da želimo si torej večjo dostopnost, pa tudi večjo fleksibilnost sistema, da niso potrebne res zelo zgodnje najave. Predvsem pa tudi zanesljivost, torej če smo se peljali v eno smer, da smo prepričani, da bo dostopen vagon peljal potem tudi nazaj. Ja. No, za konec pa mogoče še eno vprašanje za vse tri. Torej, kam moramo iti na temo dostopnosti do javnega potniškega prometa v prihodnjih letih, ker verjamem, da nas čaka precejšen izziv. Pa dajmo mogoče pa začeti pri gospodu Renerju tokrat. Jaz moram reči pravzaprav razvoj, ne, in učenje med seboj, pravzaprav pa povezovanje, ne, ker zelo veliko stvari delamo otočno in posamezniki morda tudi celo dobro, ampak jaz sem takrat rekel, da moramo razviti zgodbo 5 prostorov. 5 prostorov pomeni zunanji urban prostor, potem dostopnost notranjosti zgradb, potem socialni prostor, to mislim na prevoze in bom rekel klicni center za podporo, potem spletni prostor in informacije in pa virtualni in robotski prostor, ker ga danes pravzaprav lahko že tudi v virtualnem prostoru načrtujemo prevoz ali pa rehabilitacijo. Ne. Toliko mogoče z moje strani. Gospa Toman? Ja, tudi jaz bi izpostavila povezovanje. Povezovanje informacij, znanj, izmenjava izkušenj tudi dobrih praks, ker pomembno je, da se dobre rešitve implementirajo povsod, kjer je to možno, da ne začenjamo na vsaki točki od začetka, pa tudi zavedanje, da prenova infrastrukture in zagotavljanje dostopnosti ni strošek, ampak je investicija v prihodnost, v boljše funkcioniranje družbe in gospodarstva nenazadnje in tudi v smeri trajnostne in zelene prihodnosti. Predvsem pa sodelovanje vseh deležnikov, ki lahko prispevajo svojimi izkušnjami za to, da se ne učimo več na napakah, ampak na dobrih izkušnjah. Hvala. Gospod Sečki? Ja, se bi pridružil vsem tem mnenjem, pa bom še malo izpostavil mogoče družbo, kateri direktor sem, dejansko tudi naša naloga je, ne, da smo mi, ko smo bili ustanovljeni, da prisluhnemo tem. Mogoče še za informacijo ena taka vmesna, recimo, mi prav zdaj imamo zunaj razpis za strokovni svet, ne. Pomeni v strokovnem svetu družbe bo 10 ljudi, ki mogoče je to zanimivo, mogoče za kakšno vašo organizacijo, da se pridruži in pove svoje, ker dejansko smo mi kot družba most med zakonodajnim in izvajalskim delom. Tako da ja, pridružujem se vse predhodnim mnenjem, ampak mislim, da je tisto, kar ponavljamo, posluh je, ne, in to je že velik korak, ne, seveda, zdaj pa sredstva in seveda želja po izboljšavi morajo biti, so, samo vprašanje pa seveda vse stvari se naredijo čez noč, ampak verjamem, da smo na pravi poti. Torej, hvala vsem trem za odziv na povabilo. S tem bi zaključili današnji panel, želimo pa še uspešno popoldne naprej.